Pozdravljeni v današnjem Nepremičninkotu. Člani odbora za spremljanje skupne kmetijske politike so potrdili uvedbo ukrepa za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje, ki bo namenjen prizadetim v letošnjih poplavah. Ukrep pa mora sedaj potrditi še Evropska komisija. Upravičene naložbe v okviru ukrepa se nanašajo na gradnjo in obnovo kmetijskih objektov, trajne nasade, živali, mehanizacijo, zasebno infrastrukturo, kot so na primer dovozi, opremo, zemljišča, poškodovana zaradi naplavin, erozije oziroma nanosa zemljine zaradi plazov. Upravičenci bodo kmetijska gospodarstva prizadeta v poplavah, ki pa bodo izkazala najmanj 30% škode na predmetu podpore. Vpisana morajo biti seveda v register kmetijskih gospodarstev, prav tako pa so morali že oddati zbirno vlogo. Nov ukrep po navedbah ministrstva sicer dopolnjuje ostale mehanizme, ki bodo na voljo prizadetim v poplavah. So pa na Statističnem uradu sedaj potrdili in sporočili, da v letu 2023 obdeluje 5 ali več hektarjev kmetijskih zemljišč skoraj 1% manj gospodarstev kot v letu 2020, vendar pa kmetujejo na 3% več površin. V letošnjem letu je v Sloveniji tako v uporabi 447.158 hektarjev kmetijskih zemljišč. Največji delež predstavljajo trajni travniki in pa pašniki, kar 56%, sledijo jim njive z 38% in pa trajni nasadi, ki predstavljajo 6% zemljišč. Za danes je to vse iz moje strani, se vidimo prihodnjič.